Za hip pa nas pisec pelje nazaj in za lažjo predstavo pokaže mladost te gospe. Jaz ji rečem gospa folklora. Desetletja nazaj se je mogoče tudi ona s svojimi plesalkami in plesalci vrtela kot ti čudoviti otroci. Gospa tudi dan danes rada prisluhne lepi pesmi. Vse to jo navdaja z eno veliko srečo, kot ena velika fortuna. Ob velikih jubilejih se vedno podružijo in tako ohranjajo vezi. Tudi v tem poglavju zgodbe jih pisec omenja kot prijatelje Modrijane. Że na listy wysna,
in se bo ta trenutek od njih poslovila. Melos, čestitke in hvala lepa. V tem trenutku zgodbe pa pride na vrsto predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti, gospod Tomaž Gorenšek, ki bo gospe Folklori podelil priznanja in stisnil roko. Gospod Gorenšek, dobrodošli. Spoštovane gospe, gospodje, cenjeni današnji slavljenci, vsi nastopajoči, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu občine Dobrna. Med temi izjemnega pomena oziroma so posebni naši folkloristi, ki že 70 let, bolj rečeno, bolj točno 72 let, zaradi korone je danes ta datum, ta proslava oziroma ta veličitev, sicer so pa imeli 70 let že dvema letoma. Hvala, gospod župan. Dobro rokovanje se bo še nadaljevalo. Medtem pa z veseljem povem, da je po Mežiki dosegel tudi predsednico turističnega društva, gospod Marijo Delvečer, ki je prav tako pripravila nekaj za gospod Folkloro. Dobar večer. Danes sem razmišljala, kolikrat naj bi rekla hvala. Najprej bom rekla hvala za ta dan, za naš čudoviti dogodek. Verjetno se tudi vi vsi občinsko strinjate, da smo bili res deležni zelo lepega dogodka ob tej čudoviti obletnici, pa naj rečemo, da se je gospa Folklora pomladila, pa naj bo stara 70 let. V bistvu se jaz zahvaljujem v imenu turističnega društva Dobrna, v imenu vseh nas članov, predvsem pa v imenu vseh nas občanov, saj je folklorna skupina bila velikrat ambasador, predstavnik, zastopala Dobrno na prireditvah v domovini, izven domovine in kadarkoli, če je le mogla, se je udeležila tudi prireditev v samem kraju. Zato še enkrat iskrena hvala in vesela bom, da se bo to tradicija še nadaljevala. Smo prijatelji v kulturnem društvu, oni so najstarejša sekcija, ženske smo tretje po starosti, smo vam vedno v podporo, tako da tudi danes iskrene čestitke vsem, še posebej nagrajencem, da pa ne boste ženi, pa boste nekaj tudi noter našli. V imenu ženske vokalne skupine, v kulturnem društvu Dobrna, torej Javno Bočer.
Ja, jaz bi se vam danes iskreno zahvalila za povabilo. Z velikim veseljem smo se odzvali vabila in smo srečni skupaj z vami, da vam je uspel tako lep večer in vam želimo vsaj še enkrat toliko let. Ki predstavlja neko glavno gonilo v tej skupini. Spoštovani, to je naša Ida Hrovat. Zelo težko vam bom z besedami opisala, koliko energije, koliko truda je vložila, da to našo vendar vztrajno in dosledno je tole izpeljal naš Srečko Špegelj. Že vrsto let, že od malih nog, že veliko obletnic in verjamem, da bo prišel tudi čas, kot bodo tvoji čevlji zaplesali zraven nas. Gorazd, hvala lepa. Gospa folklora vsakič preseneča. In preseneča s poglavji, ki jih nismo niti načrtovali. Niti najboljši pisec ni vedel, kaj sledi. In zdaj sledi nekaj, kar rečemo vrtenje, neskončno vrtenje, snežno belih. Da se ji pridružite vsi vi, dobri ljudje. Da se ji pridružite in z njo pokramljate, vsi vi, ki ste jo spremljali do zdaj in jo boste spremljali tudi v naslednjih poglavjih njene zgodbe. Zgodba o gospe folklori se piše dalje. Lahko noč.